Danes v Pomurskem dnevniku. Odziv čebelarja. 3D prehod za pešce. Filmski festival. Napaka Ferenca Horvata. Vreme, jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pisani čebeljnjaki v bližini Rumenih polj te dni v Prekmurju rišejo slikovite prizore, a čebeljnjak, postavljen v priljubljenem Soboškem jezeru, gre nekaterim sprehajalcem in tudi ribičem v nos. Poglejmo, kako se je na to vrstne komentarje odzval čebelar. Številni čebelarji so svoje panje odpeljali v bližino polj, saj lahko tako čebelam omogočijo boljše okolje. Podobno je storil tudi čebelar Danilo Bedek, ki je čebeljnjak postavil ob Soboško jezero priljubljeno turistično atrakcijo. Čebele v bistvu normalno letijo, čebeljnjak stoji tu, ker čez čebeljnjak za njim so na posevki oljne ogrščice. A nekaterim sprehajalcem in tudi ribičem so čebele, ki od tam švigajo na pašo, trn v peti. Trdijo, da je postavitev čebeljnjaka na priljubljeni sprehajalni poti moteča. Problem je to, da ne moreš mimo čebeljnjaka zaradi ogromno pčel, ker te sigurno napadajo. Poskušal sem enkrat, vendar sem dobil žalec v glavo. Ni mene to spravilo s tira, ampak je moteče. Čebelar iz Moščancev obžaluje, da je čebeljnjak s 83 čebeljimi družinami zmotil nekatere mimoidoče. Kot nam razloži, se v okolici Ekspana zdaj pase približno 2,5 milijona čebel, ki so vsekakor pomembne za naše življenje. Zato vse mimoidoče prosi za nekoliko strpnosti in razumevanja. Čebeljnjak je zmotil pač par sprehajalcev, ampak kot smo videli, kolesar je šel mimo, vsi smo normalno tušeni, nobeden ni popikan, tako da ni toliko hudo kot zgleda. Čebele sicer za sprehajalce in kolesarje niso nevarne, kljub temu pa je bolje upoštevati naslednje ukrepe. Mimo čebeljnjaka čim bolj mirno, brez nekih tresljajev, hitenja, umirjeno treba iti mimo čebeljnjaka, če se da, pač se ga malce izogniti, ampak umirjeno. Bolj smo vznemirjeni, bolj skušamo tekati, bolj se lahko zgodi, ko se čebela zaleti in nas v tem piči. Kot poudari čebelar, je potrebno za čebeljnjak imeti ustrezen prostor, kar pri Soboškem jezeru vsekakor je. Kot opaža, se namreč čebeljnjak na tem mestu dobro obnese. Prav tako si je za njegovo postavitev uredil vsa potrebna dovoljenja. In dejansko čebeljnjak lepo funkcionira, kljub industriji in vsemu za njem. In sem pač jaz zaprosil za dovoljenje, ki bi ga postavil tukaj. In seveda vse je bilo odobreno. Se pa vseeno najde tudi veliko takšnih, ki jih čebele ne motijo. Kot pojasnijo nekateri mimoidoči, pridne čebele ne morejo nikogar zmotiti. Človek je moteč za čebele in ne obratno. Sem vesela, kajti čebele nam prinašajo veliko dobrega, koristnega. Prikupne čebelice se bodo tu pasle le še nekaj dni, nato bodo tej sprehajalni poti znova lahko kraljevali sprehajalci, rekreativci in celo ribiči. Čebeljnjak pa bodo umaknili. V Murski Soboti v bližini prve osnovne šole se je v preteklih dneh zarisal nov prehod za pešce, tokrat v 3D obliki. Ta bo v prihodnje zaradi svoje inovativne oblike omogočal varnejšo pot otrok v šolo, kot tudi varnost drugih ranljivih udeležencev v prometu. Poglejmo, kako je potekala otvoritev novega prehoda. Zavod Varna pot skupaj z občino Murska Sobota in zavarovalnico Generali izvaja celoletno kampanjo Varno ima vedno prav, s pomočjo katere se ozavešča o večji prometni varnosti na območjih umirjenega prometa. V sklopu te kampanje so izvedli tudi projekt 3D Zebra. V bližini prve osnovne šole v Murski Soboti se je tako zarisal prvi 3D prehod za pešce. Ta bo s kreativnim in inovativnim posegom v prometno infrastrukturo opozarjal na problematiko prometne varnosti ter preprečil morebitne prometne nesreče. 3D Zebra današnja v Prekmurju stimulira lokalne skupnosti in prebivalce, da bodo ta območja jutri spremenili v območje umirjenega prometa, kjer bo prvo zdravje, življenje ranljivejših udeležencev v cestnem prometu in mi, vozniki z avtomobili, bomo tujci. In tako bomo ohranili življenja in to je pa smisel v tako čudoviti in lepi državi, kot jo imamo, z 2 milijona prebivalcev, da nas čim več ostane zdravih in življenj.
Na otvoritvi 3D zebre so otroci tamkajšnje osnovne šole zapeli pesem o varnosti v prometu. O izvedbi in namenu projekta pa so nekaj besed podali tudi partnerji projekta ter župan občine Murska Sobota. Veliko veseljem je, da smo tole našo 3D zebro skupaj pripeljali v Prekmurje, mestni občini Murska Sobota. Je bilo zanimanje za ta projekt, predvsem, bom rekel, zaradi iniciative v sami občini. Prepričan sem, da bomo na ta način poskrbeli za večjo varnost najbolj izpostavljenih, se pravi otrok, mladih v cestnem prometu. O pomembnosti varnosti v prometu ter prednostih 3D prehoda za pešce je ob tej priložnosti spregovoril tudi vodja policijskega okoliša. 3D zebra je boljša od navadne zebre, predvsem zaradi tega, ker neko spremembo vozniku pri njegovem vizualnem pogledu na prehod za pešce, kot ga imenujemo. Drugače pa, zakaj smo to umestili na območje ob osnovni šoli Jana Murska Sobota, predvsem zaradi tega, ker smo v zadnjem obdobju pregledovali načrte šolskih poti v okolici vseh šol v Murski Soboti. Naša ugotovitev je seveda bila, da so šolske poti, kot jih tudi imenujemo, varne. Ampak jaz pa sem predvsem mnenja, nikoli niso tako varne, kaj jih ne bi lahko še varnejše naredili in zaradi tega smo tudi na šolsko pot na Severjevi ulici, katera je celotna ulica ob šolski poti osnovne šole 1, potem to tudi umestili. Na dejstvo, da se je projekt izvedel v bližini prve osnovne šole, je ponosen tudi tamkajšnji ravnatelj. Kot je pojasnil, je vesel, da je tovrsten prehod v bližini šole in bodo lahko otroci varneje prihajali in odhajali v šolo ter na druge aktivnosti. Čast mi je, da je ta zadeva bila narejena prav tukaj, na tej prometnici okrog naše šole. Smo največja šola v Murski Soboti, tako da, kar se tega tiče, je potrebno seveda skrbeti za varnost teh otrok, da čim varneje pridejo in odhajajo iz šole ali drugih aktivnosti, ki se dogajajo tukaj. Veseli me, pravim, da smo bili izbrani v upanju, da se bo ta stvar dobro obnesla in po možnosti naredila še kje drugi. 3D zebra bi sicer naj omogočala varnejši prehod za pešce in kolesarje kot običajen prehod za pešce, saj ima inovativno in zanimivo obliko, ob kateri se zdi, da je prehod nekoliko višji od ceste, kar povzroči, da se vozniki peljajo počasneje in varneje. Menim, da predvsem delno bo voznikom zanimivo, vsekakor pa je prednost tega, če voznik to opazuje, da neko pozornost mu vseeno vzbudi in potem, ko začne voznik o tem razmišljati, zakaj je to, mu tudi v misel pride, da je po vsej verjetnosti zaradi varnosti v prometu. Kot poudarijo partnerji kampanje Varno ima vedno prav, se bodo tudi v prihodnje zavzemali za tovrstne projekte. Omenjene 3D prehode si želijo v prihodnje vzpostaviti še na ostalih območjih v Murski Soboti, predvsem pri osnovnih šolah in na območjih umirjenega prometa. Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru gosti tedni mednarodni filmski festival z naslovom Students Cuts, v sklopu katerega sodeluje več umetniških gimnazij. Dijaki pa so skupaj z mentorji pripravili več kot 100 različnih filmov. Mednarodni filmski festival Students Cuts je v umetniške gimnazije in med dijake prinesel neskončno nasmejanih obrazov, veselja in svežih idej. V osnovi pa se je nanašal na to, da se predstavi dela mladih in se jim omogoči začetek karierne poti. V osnovi smo festival štartali zato, da bi dijakom omogočili neko javno predstavitev njihovih del. S tem se je pravzaprav lani festival ponovno obudil. In glavni namen je, da poskušamo tem mladim ustvarjalcem, ne samo v ljutomerski gimnaziji, ampak vsem gimnazijcem umetniških gimnazij, ponuditi neko javno predstavitev, nek začetek na njihovi poti. V sklopu festivala so se združili dijaki umetniške gimnazije Ljutomer, umetniške gimnazije Ljubljana ter dijaki gimnazije Nova Gorica. Lahko bi torej rekli, da gre za srečanje filmarjev umetniških gimnazij. Smo se pogovarjali o tem, da bi naredili neko srečanje, kjer bi se lahko gledališki del nekako ne pomeril med sabo, ampak se združili pa videli, kaj se ustvarja. Te zadeve ta festival je bil
pred kratkim v Ljubljani z naslovom Prizoritvene akcije. Namen Mednarodnega filmskega festivala je, da se mladim tudi v domačem okolju predstavi filmsko ustvarjalnost ter mednarodno delo vrstnikov na področju filma. Prav tako, da se jim razširi obzorja ter se jih ne omeji zgolj na lokalno okolje. Kako drugi delajo, kako po svetu njihovi vrstniki ustvarjajo, kako oni pripovedujejo zgodbe, da ne bi bili omejeni samo na to, kar imamo tukaj v lokalnem slovenskem okolju, ampak da bi znali mogoče prenesti tudi dobre prakse od drugod v svoje izdelke, v svoj način razmišljanja in na ta način ponuditi bolj kvalitetno izobraževanje. Dijaki so sicer v sklopu festivala pripravili več kot 100 filmov iz različnih kategorij. Nekateri filmi so bili uvrščeni tudi v tekmovalne kategorije. Filmi bodo na voljo za ogled tudi preko spleta. V programu festivala bodo dijaki deležni še strokovnih predavanj in ustvarjalnih delavnic. Predvsem uživam v vsej tej mladostni energiji, ki je pri vsakem takem dogodku vedno prisotna. Dijaki se itak danes nimajo težave s tem, da se povežejo med sabo. Je pa vseeno fajn, da to povezovanje ni samo preko spleta pa socialnih omrežij, ampak da je dejansko v živo, da dejansko nekaj ustvarijo. Organizacija filmskega festivala je pozitivno vplivala tako na dijake kot tudi partnerje projekta in zaposlene na gimnaziji. Zato se bodo tudi v prihodnje zavzemali, da bodo ustvarjali tovrstne festivale. Vsakič, ko nanese beseda na festival, na to dogajanje, na kaj se dogaja, se jim kar oči zacvetijo in moram reči, da res je super pricen, ker pač komaj čakajo, da se zadeva izpelje, da doživijo tudi to vzdušje, tudi to povezovanje, ki je bilo na prejšnjem dogodku v Ljubljani, je bilo tako, da bi človek kar tam ostal. No, res je taka izjemno pozitivno vzdušje, sploh v teh časih je tega zelo manjkalo in jaz sem ful vesel, da sem za 2 dni tukaj. No. Več o festivalu ter filmih, ki so jih ustvarili dijaki, pa si lahko preberete na spletni strani www.studentscuts.si. Na petkovi ustanovni seji novega sklica državnega zbora bodo novo izvoljeni poslanci potrdili svoje mandate. Ob tem se bodo, kot kaže, ukvarjali tudi z vprašanjem, ali lahko poslanec madžarske narodnostne skupnosti Ferenc Horvat zaradi upravljanja nezdružljivih funkcij znova zasede poslanski stolček. Na prvi seji državnega zbora bodo namreč poslanci potrdili svoje mandate. Še prej pa bo novo ustanovljena mandatno-volilna komisija pregledala poročilo o izidu volitev ter pritožbe kandidatov ali predstavnikov list. Med drugim bodo preverili mandat dosedanjega poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvata, ki je bil na volitvah znova izvoljen. Na komisijo sta se namreč obrnila pripadnika madžarske manjšine Mihael Kasaš, sicer Horvatov protikandidat na volitvah, ter Atila Kovač. Upozorila sta na to, da Horvat še vedno upravlja funkcijo predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, čeprav je funkcija nezdružljiva s poslansko. Medtem je Horvat že napovedal, da se ne namerava odpovedati nobeni od funkcij, saj sta po njegovi oceni združljivi. S tem vprašanjem se je sicer državni zbor ukvarjal že v iztekajočem se mandatu, ko je bila na mizi tudi pobuda, da Horvatu preneha mandat. A takšne odločitve zaradi pomanjkanja zadostne pravne podlage niso sprejeli. V novem mandatu Horvata se bo tako še odločalo. V nocojšnji oddaji Po sledeh napredka ob 18:30 gostimo akademika Igorja Emri, ki se znanstveno ukvarja s področjem mehanike. Za svoje delo je v preteklosti prejel vrsto priznanj in nagrad. Tokrat nam bo predstavil tehnološki preboj na področju zvočne izolacije. V tehnološkem preboju lahko govorimo v 2 primerih. Če izdelek ali tehnologija predstavlja popolno novost, se pravi, da prinaša na trg neko funkcionalnost, ki je predtem ni bilo. Recimo primer takega tehnološkega preboja je predstavljal Appleov telefon na ekran. Predtem tega ni bilo. Druga opcija je pa seveda ta, da vi znotraj obstoječe funkcionalnosti, kot je tukaj prikazano na sliki, z novim fizikalnim principom izboljšate funkcionalnost. In pomembno je poudariti, da znotraj iste fizike ne morete narediti kvantnega skoka, zato ker so vsi fizikalni zakoni zvezne funkcije. Torej, če želite narediti tehnološki... Večina ministrskih funkcij je razdeljena. Vzhod Slovenije, kot kaže, očitno ne bo imel ministra. V novi vladi bo 19 ministrstev, od tega 3 nova. Več o tem ter druge zanimive novice pa si lahko preberete na sobotainfo.com.
Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 27, v Lendavi 22, v Murski Soboti 24, v Radencih pa 25 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele tudi osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 10 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 11 do 12, dnevne pa okrog 26 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. V nedeljo bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 11 do 13, čez dan pa od 26 do 29 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.